Knjiga, ki je pred nami, monografija o Francetu Balantiču, je druga izdaja te monografije, zdaj že pokojnega profesorja Franceta Pibernika. Prvikrat je izšla leta 2008 skupaj z Balantičevim zbranim delom in je v treh mesecih pošla. Zbrano delo in monografija, oboje je takoj pošlo in od takrat naprej ni več na trgu. Potem je profesor Pibernik želel in upal, da bi knjiga znova prišla na dan in je knjigo deloma nekoliko dopolnil, zlasti preuredil opombe in jo tako pripravil za novo izdajo. Se veselil njenega izida ob Pesnikovi stoletnici, ki smo jo obhajali res lani v novembru, je bil stoletnica Balantičevega rojstva je bila. Vendar tega trenutka, ko je knjiga res prišla na plan, Pibernik žal ni več dočakal. Je pa ta trenutek seveda dočakala monografija. Tukaj se vidi v njej, da je Pibernik res prvovrsten poznavalec, ne samo bralec Balantiča. On ga je bral tako rekoč od otroštva, čeprav je bila Pesnikova lirika v prejšnjem režimu prepovedana, pa vendar je bil na nek način dostopen, dosegljiv tistim, ki so ga hoteli brati. Predvsem pa se je s Pesnikom in njegovo poezijo ukvarjal domala pol stoletja. To je najbolj temeljit in dolgotrajen študij enega samega pesnika, njegove izjemne usode in njegove še bolj izjemne poezije. Zajel ga je v treh dimenzijah: biografski, historični oziroma družbeno-historični in poetološki, in zelo široko razprl ta horizont, v katerem se pred nami v tej monografiji pojavlja Balantičeva lirika. Nadaljuje se, sledi si po poglavjih, ki nekako ustrezajo logiki Pesnikovega življenja, od mladosti, zorenja, začetka tistega prvega kreativnega zares pisanja, resnega pesniškega, poglobitve v pesniški poklic, potem pa naprej doba okupacije, ko Balantič živi v tako rekoč brezdomstvu, izgnanstvu v Ljubljani, obdobje, ki ga preživi v Gonarsu, na nitki življenja, visi, in potem vojni čas, ki ga preživi do konca v Grahovem, in potem tista strašna tragedija. Na koncu pa obširno poglavje o Pesnikovi posthumni usodi, se pravi o recepciji njegovega dela, izredno natančno in zelo široko dokumentirano. Celotna monografija jo odlikuje na eni strani to široko historično ozadje z veliko viri, pričevanji, pismi, različnimi dokumenti, res strašna freska, tako rekoč za marsikaj, tudi za, zgodovino slavistike, na primer. Tamle v sosednjem bližnjem Nuku je v vogalnem velikem prostoru bil slavistični seminar in tam so se združevale cele recimo generacije prvih na naši univerzi diplomiranih slavistov in tako dalje. Tisto, kar je res velika odlika te monografije in zaradi katere verjamem, da bo imela še naprej svoje življenje tako med ljubitelji Balantičeve poezije, kakor v stroki, v literarni vedi, je to, da na tistem že omenjenem širokem historično-družbenem ozadju profesor Pibernik tako lepo, res tudi esejistično prepričljivo, seveda z zelo finim pisanjem, zelo krasno je znal to narediti, prikaže in interpretira Balantičevo poezijo kot čisto liriko. To se pravi kot čisto lirsko poezijo, ki je popolno nasprotje obvladovanja sveta, ampak je čisto izklicevanje človekovega bitja, se pravi čisto izpovedovanje tega, kar
človek je v svoji bivanski goloti in v temeljnih položajih hrepenenja, žalosti, obupa, ljubezni. Ta čista lirika, morda skoraj nikodar ali pa kvečemu pri Ivanu Hribovšku v istem času enako čista in živa, pomeni neke vrste razvojni vrh slovenske lirike v času med obema vojnama in v drugi svetovni vojni. In ta razvojni vrh je nekako Pibernik, menim, da odlično opisal in ga v tej monografiji na nek način ovekovečil. Tako da je ta monografija po svoje, ki je lahko nastala samo kot plod večdesetletnega dela in raziskovanja, kaže in izpričuje, da tako dolga in temeljna raziskava lahko poteka samo, če imamo v ozadju za predmet nekaj, kar je zares veliko in vredno, se pravi velik pesnik, ki ga je našel velik biograf. To bi bila formula te knjige.